pozdrav vsem skupaj. Mi smo danes ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predstavili zmogljivost Slovenske vojske. Ponosni smo na to, da smo na podlagi javnega razpisa kot najugodnejšega ponudnika za nabavo brezpilotnih letal izbrali slovensko podjetje C-Astral in na ta način dobili novo zmogljivost Slovenske vojske, ki jo potrebujemo v sklopu izgradnje bataljonske bojne skupine. Po drugi strani pa je to tudi dvonamenska oprema, kot smo danes videli, lahko uporabljamo tudi druge namene, predvsem pa imamo namen uporabiti tudi v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Z njo lahko iščemo pogrešance, lahko opazujemo posledice poplav, požarov, kakršnekoli druge akcije, kar je potrebno. Ministrstvo je naredilo javni razpis. Trenutno smo dobavili en komplet letalnikov, v dobavi je tudi drugi komplet, tako da bo vsaka brigada imela svoj komplet. Ponosni pa smo predvsem na to, da je tudi Zavod za gozdove oziroma Ministrstvo za kmetijstvo prepoznalo možnost uporabe tudi v civilne namene. Danes smo to prikazali in verjamem, da bo ta zmogljivost Slovenske vojske kot dvonamenska oprema prinesla rezultate tudi v prihodnje. Hvala, spoštovane gospe, spoštovani gospodje, lep pozdrav. Tudi jaz sem vesel, da lahko sodelujeta dve ministrstvi znotraj ciljnega razvojnega projekta, ki ga financiramo skupaj za pristojno agencijo. To je 3-letni projekt, ker iščemo nove možnosti, kako pravočasno oziroma celo predčasno opiskati, katera drevesa so napadena zaradi podlubnika. Danes tudi je potekalo drugo srečanje ekspertne meddržavne skupine, torej leto že drugo, ker so kolegi tako iz Slovenije, kakor tudi iz Hrvaške, Avstrije, Madžarske in Češke izmenjali sveže informacije in se tudi skoordinirali pri nadaljnjem delu. Če vas bo zanimalo, državni sekretar Marjan Medvešek, ki je vodil to današnjo ekspertno skupino, vam lahko tudi poročal. Če poznate, Slovenija ima napad zaradi podlubnikov. Do tega trenutka je bilo ugotovljeno, da je napadeno približno 1 950 000 kubikov in do konca leta verjetno bo še številka narasla. Zdaj pa da damo to v neke razmere. V Sloveniji imamo lesne mase, kar se tiče iglavcev, okoli 106 milijonov kubikov. Letni prirast je nekje okrog 2 milijona, torej napad približno enak letnemu prirastu. Tisto, kar mene osebno veseli, je, da je seštet podatek za mesec september in oktober letošnjega leta, kar se tiče odkritih novih napadov, za približno 20% nižji kot sešteti podatek za lansko leto za september in oktober. Če je bilo letos odkrito dreves, označenih dreves za 1 950 000 kubikov, je bil poseg do tega trenutka nekje okoli 1 700 000. To pa so drevesa, ki so letos bila označena in nekatera iz lanskega leta, tako da je stopnja poseka letos odkritenih dreves v tem trenutku, ko rečem v tem trenutku, mislim pa do konca oktobra, nekje 67%, v državnem gozdu pa 77%. Sveda jaz si želim, da bodo vsa drevesa, ki so označena do naslednje sezone, ko se lahko podlubnik ponovno razmnožuje, odkrita in posekana. Po drugi strani pa sem vesel, da mednarodni strokovnjaki sodelujejo, saj problem podlubnika je enako velik v nekaterih ostalih sosednjih državah, kakor trenutno v Sloveniji. Če lahko poveste, kako dolgo se bo snemalo teritorij, kako hitro bodo znani prvi podatki o tem, kakšno je stanje in kako vam bodo ti lahko pomagali? To je poizkusno snemanje, ker se skuša z termokamerami ugotoviti, a je možno natančno locirati pred fazo napada, torej tisto fazo napada, ko se še ne vidi z prostim očesom. Poznano vam je, da v prejšnjih letih, ko ni bilo tako zelo hudega napada s podlubništvom, se je iskala predvsem sprememba barve, torej tale rjavkasta barva. Sedaj pa se letos sistem delno spremenil in se išče prah pod drevesom, torej že neka predfaza. Zdaj strokovnjaki govorijo, da obstaja možnost, ampak to sedaj poteka ta poskus, bo potekal kar nekaj časa, da bi že preden se ugotovi ta prašnostnost pod drevesi, da bi se pa ugotovila spremembe temperature. Sam v tem trenutku ne znam oceniti, ali bo poskus pokazal, da je to v praksi realna možnost, vendar pomembno pa je, da to teoretična možnost
možnost, da se poskusi v praksi in kolikor to v praksi deluje, se naredi matematični, statistični model in se potem pač brezpilotna letalo uporabijo kot pomoč naši gozdarski službi. Tudi druge države so na začetku glede tega daljinskega iskanja podlubnikov. Kakšne so pa njihove izkušnje? Pri nas v Sloveniji bo zdaj to vse krila država in proračun. Imajo druge države tudi privatni sektor vključen v to? To bo več povedal državni sekretar, ki je vodil to skupino. Mi sedaj iščemo dva dodatna načina, ki nista bila. Prvo so satelitske slike, tudi satelitske slike so del CRP-a, ki se že izvaja. Drugo je uporaba dronov oziroma brezpilotnih avionov. Generalno gledano v Sloveniji je še vedno mogoče težava, da veliko večino, to je nekaj okoli 85% napadenih iz dreves, odkrije državna gozdarska služba, za kar seveda sem hvaležen. In če pogledate preko meje, tukaj, ker je Avstrija, to vidite, da pomembno pa veliko večino napada odkrijajo sami lastniki in oni želijo odkriti prej kot njihova državna služba, saj potem vedo, da če to državna služba odkrije, da že imajo težave. Tisto, kar meni je pomembno, je, da je vlada že sprejela spremembo zakona o gozdarstvu, ki nam omogoča, da bomo aktivno posegli tudi tam, kjer imamo sedaj težave. To tam, kjer se enostavno lastniki ne najdejo, ker bodisi so neznani, bodisi so v tujini in so nedosegljivi, ali bodisi enostavno niso končani postopki zapuščine in to je približno 15% v tem trenutku. Ob tem pa, da poznano vam pa je, da imamo v Sloveniji tudi kar nekaj gozda, kjer ne gre samo, da je lastnik ena oseba, ampak da imamo mnogo lastnikov in tukaj potem tudi nekaj daljša pot, da se odreagira. V primeru, da bo se ta praksa izkazala za uspešno, bo najbrž eno letalo premalo za celo Slovenijo. Vkolikor se bo izkazalo, da je uspešno, se bo zgodilo to, mislim, saj pričakujem, da bo javni, to je državni zavod za gozdove, prišel do mene kot pristojnega ministra za nekim statističnim modelom, povedal, da pač potrebuje za svoje delo toliko in toliko tehničnih sredstev in ker tudi v bodoče pričakujemo še več težav v gozdu zaradi različnih povzročiteljev, ne samo lubadarja, ker se klima hitro spreminja, verjamem, da bomo potrebna sredstva, če bodo znali strokovno dokazati, tudi našli. Ja, ampak je pa potrebno tudi dovoljenje za letenje. Ali bo to birokratsko zapleteno ali se bo hitro dobilo dovoljenje? Ja, trenutno vojaška letala lahko letijo tam, kjer se zapre zračni prostor v sodelovanju z Agencijo za letalski promet, tako da to imamo urejeno, se pa predvidevajo tudi spremembe na tem področju, ampak to ima pa Ministrstvo za infrastrukturo. Kaj pa mogoče stroški? A ni v enem paketu več teh brezpilotnih letal? Pa kdo bo nosil stroške, ker najbrž bo kar trajalo, preden se posname celotno območje? Ja, zagotovo. Tako kot je minister rekel, na podlagi uspešnosti tega pilotnega projekta se bo potem pripravil tudi izračun za bodoče sodelovanje. Mi imamo trenutno, bomo imeli v bližnji prihodnosti 2 kompleta, lahko nabavimo do 4 komplete na podlagi že izvedenega javnega razpisa in na podlagi ocene projektnega tega poizkusa bo potem tudi vlada odločila o tem, kako nameniti za to tudi dodatna sredstva. In koliko stane eno? Mi smo za 2 kompleta namenili 670 000 evrov. Celotni javni razpis za vse 4 komplete je bil 1 300 000 nekaj. A je v enem paketu več? V enem paketu so 3 letalniki. Ja. Tako se pravi, trenutno imate 3. Trenutno imamo, ja, ampak imamo že podpisano dobavo že za drugi del iz namenskih sredstev, tako v bistvu 6, z vso pripadajočo opremo, se pravi različnimi kamerami, softverom in tudi usposabljanjem, vse, kar je potrebno za to, da lahko. In izvajala bo vse to vojska? Trenutno je to poskus, za naprej se bo potrebno še dogovoriti. 3-letni, ne? Ja, ciljni razvojni projekt, ker na koncu seveda pričakujemo rezultat, je 3-letni. Seveda bodo pa tudi vmesna poročila in če se vmes ugotovi, da je sistem takšen, da je mogoče narediti matematični in statistični vzorec, ki deluje, pa pričakujem, da pridejo pristojni do mene, povedo, potrebujemo toliko in toliko materialnih sredstev in jaz verjamem, da bomo denar za to našli. A Zavod za gozdove je prvi zainteresiran za to vašo tehnologijo, se pravi iz civilne družbe? Ne, mi smo že pomagali
pri raziskovanju nesreče tistega zrušenega letala, kjer sicer brezpilotno letalo ni našlo pogrešenega dela letala, vendar so pa posnetki, ki so bili napravljeni z brezpilotnikom, pomagali ostalim reševalcem, da so v bistvu uspešno rešili tudi to nalogo. Mi smo ob nabavi te opreme načrtovali dvojno namensko, se pravi na eni strani zmogljivo Slovenske vojske, obveščevalno-izvidniške dejavnosti, drugi strani pa tudi sodelovanje brezpilotnikov v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za odkrivanje požarov, poplav, posledic in vsega ostalega, vseh širokih spektr nesreč, s katerimi se v Sloveniji srečujemo.